Za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel se v državnem zboru že dobre 3 ure predstavlja članom odbora za zdravstvo. V času, ko skoraj polovica bolnikov predolgo čaka na zdravstveno obravnavo, ko je brez izbranega osebnega zdravnika že več kot 141 tisoč ljudi, brez osebnega ginekologa več kot 230 tisoč žensk in skoraj 560 tisoč ljudi brez svojega zobozdravnika, jo čaka izjemno težka naloga. Če jo bo odbor podprl, bodo o njenem imenovanju predvidoma v petek odločali poslanci. Urška Šestan. Če se je bivši minister Loredan za zaslišanje oborožil s spremstvom 2 nekdanjih ministrov in začel s predstavitvijo takrat še močne ekipe, je nova kandidatka ubrala drugo pot. V eni uri je najprej predstavila analizo stanja slovenskega zdravstva in predstavila svoje 4 glavne prioritete. Prva, dostopnost oziroma krajše čakalne dobe. Smo že pristopili k pripravi protokola za urejanje čakalnih dob, s katerim bomo v bistvu zagotovili, kakšen bo sistem naročanja, kakšno bo določanje terminov, tako okvirnih kot natančnih, in kako bomo po prioritetah paciente usmerjali na izvajalce. Druga prioriteta, kakovost zdravstvene obravnave z uvedbo strategije kakovosti in varnosti. Namen tega je, da ugotovimo, zakaj ima nekdo boljše izide zdravljenja kot drug. Tretja prednostna naloga nove ekipe so neopredeljeni in pravica do izbranega zdravnika. V vsaki občini je problematika različna. Tako da mogoče odpiranje ambulant za neopredeljene na isti način po vseh občinah ni smiselno. In še zadnja izpostavljena prioriteta, že napovedana posodobljena košarica pravic. Se pravi, ne gre za ukinjanje pravic, gre za neko redefinicijo, kaj potrebujemo in v kakšnem obsegu. Med drugimi pomembnimi področji je izpostavila tudi pomanjkanje kadra, nujno medicinsko pomoč in upravljanje javnih zdravstvenih zavodov. A v Novi Sloveniji so že pred zaslišanjem Prevolnik-Ruplove dvomili v njene ambicije na področju zdravstvene reforme. Vlada se ukvarja sama s sabo, bili smo v prostem teku, 3 mesece brez ministra. Zdaj kandidatka bo imela izjemno težko nalogo, da se s tem sooči. Na drugi strani tudi v civilni iniciativi Glas ljudstva pravijo, da je po enoletnem opozarjanju čas, da državljani in državljanke vzamejo stvari v svoje roke. Zato so začeli zbirati 5000 podpisov za vložitev svojega interventnega zakona. Napovedujemo kampanjo, ki bo obiskala več kot 14 mest po celi Sloveniji. Gre za skratka reševalno vozilo, ki bo poskušalo zagotoviti prvo pomoč slovenskemu javnemu zdravstvu, ki dejansko z vsakim mesecem neaktivnosti, z vsakim mesecem neokrepanja umira. Kampanjo podpirata tudi stranki Levica in Piratska stranka, Jenull pa napoveduje, da če vlada ne bo pripravila pričakovanih sistemskih sprememb v zdravstvu, bodo predlog s podpisi vložili 5. decembra. Kako hitro se bodo odvijale danes napovedane prioritetne naloge, je odvisno od kandidatke za ministrico in njene ekipe, ki jo po današnjem zaslišanju čaka še potrditev v državnem zboru.